Skok na Arkunt. Želeli jih boste pokazati. Radenska Inn prinaša novo osvežitev z okusom limeta Kivano. Lep pozdrav, spoštovani in spoštovane, v oddaji Sreda v sredo. Nek pregovor pravi, da se z lufta boljše in dlje vidi. Tudi zato smo danes v luftu, da boljše in dlje vidimo. Pa vendar grem z mojim nocojšnjim sogovornikom v dogodke, ki so stari le nekaj dni. V torek je slovensko časopisje, mediji bilo polno tega, kako je kriminalistična policija opravila, ne vem, toliko in toliko hišnih preiskav, pa priprla začasno 2-3 osebe. Dan potem pa je prav to mesto, torej Maribor, prišla oziroma obiskala turistični obisk vlade Mira Cerarja in med tviti, ki je sredno spremljal na socialnem mrežju, je tudi bil tvit mojega nocojšnjega gosta Božidarja Novaka, ki je preprosto rekel, da kakšen turizem se gredo, ker konec koncev med Ljubljano in Mariborom je za slabo uro vožnje, pa lahko marsikaj upravijo drugače. Dobrodošel v oddajo, Božidar. Živijo. Kaj bi rekel za tole, kar se je dogajalo v zadnjih nekaj dneh v Mariboru? Ja, kaj vem, ne. Fajn sneg imamo, vidi se pohori gor. Čudovito se vidi. Ne razumiraj, tam da se vidi, ne. Ja. Jaz sem doma na oni strani na Gaberniku pod Arehom. Ja. In sem prav fajn počutim. Zdaj, kaj moram povedati, tu v vrhu hotela Slavije, danes, ko sem prišel sem pred dverjo srečal enega starega gospoda z Marilo in ga gleda in ga pozdravim in je bivši direktor Slavije, bil Šverko. Ko so v Beogradu še vsi vedeli v Jugoslaviji, ga je Tito hodil sem. Danes prijem sem, vidva mata, tu je res najboljši prostor v mestu, ne, jaz se tu zelo fajn počutim. Zdaj pa, če mi ti sprašuješ, o čem že je o obisku vlade? Mira Cerarja. Ja. Nimam kaj reči, ne. Jaz bi, bolj sem se vpičal v protokol pa v formo, ker to si je en predsednik ali pa en PR-ovec ene izmed vlad pred, kaj vem, 10-15 leti zmislil te obiske po regijah in jaz ne vem, če je to produktivno. Vse Cerar nič ni kriv, on je pač padl v neko šablono, ne, pa bil vanič na Gorenskem, zdaj je bil tu, pa sej prejšnja predsednica vlade je tudi, pa še oni predsednik, vsi nekaj potujejo, ne. Jaz to razumem, da to v Vladimir Putin dela, ko gre do Vladivostoka, pa tja je res daleč tu z letalom, ne. To res je. Da greš časovne pasove moraš tu pa je to očitno namen samo publicitete in odnosov z javnostmi, ker kjerkoli Sloveniji si v Ljubljani največ 2 urah, ali z Lendave, ali Sečovl. In po moje, če kdo rabi pomoč, jo rabi na operativnem nivoju in vidim pa na raznih projektih v zadnjih 20 letih naša podjetja, manjka kontakt med državno upravo, pa med neposredno, pa med podjetji, gospodarstvom, kulturo, družbo. In jaz sem prvo pomislil, zakaj še ni neke aplikacije na telefonu pametnem, kako kontaktiraš, kaj rešuješ z državnim sekretarjem, če si župan Ptuja ali pa Maribora ali pa kaj vem, Ilirske Bistrice. Zato, ker vsi ti župani so z generacije, ki je bistveno starejša, ki je moja, ne? In večinoma ne uporabljajo teh pametnih orodij. Tako da ta obisk, jaz ne vem, če bo kak hasek. Ne spomnimo se oni Korošec, Matej, novinar TV Maribora, ko je Bratuškova vlada zadnje, so ga shodili službe vreče, spomniš tega? Ker je rekel, da ne bo nič, nobenega haska, da samo hodijo zapravljati. Zdaj pa, seveda, ta Bratuškova je pač svojega denarja bila vredna, tudi onega Janija Božiča je preganjala, ker jo je slikal v parlamentu, in ne gre za to, gre za to, da pač jaz, ali nekdo, ki je predsednik vlade zaradi dreves ne vidi gozda, pa pač pade, pa mu oni razložijo, to je super, pa pol še Tone Partič, moj kolega, ima kosilo z njim, pa sem ga zadnjič vprašal na Twitterju, koliko knjig mu je prodal, Mislim, da bi mu lahko Cerar med drugim tudi povedal, hvala lepa, ker si pomagal spodbujati 2012 stajo, da sem jaz prišel na oblast.
Ja, jaz Toneta gledam bolj kot literata, ne, Tone ni politik. Bil pa je poleg. Ja, bil je vedno poleg. Tone je bil vedno poleg. Ja, Poznam je vedno poleg. Ampak glej, on je že v Jugoslaviji prvi, ki mi je odkrito povedal za enega Stanka Majcna v Mariboru, ne? Jaz gledam, mislim, bil predsednik študentov, on je prišel, pa Dravinec, sedanji urednik na Primorskih novicah, na katedri, ne? Je prišel en Partlič, ko smo ga poznali tako z televizije, pa je začel razlagati, da v Mariboru imamo enega, smo imeli, ko je glih zdaj umrl, velikega literata Stanka Majcna, ki je bil predvojno pa medvojno podban. Nisem imel, kaj je to podban. On je bil visok politikar na Đorđevićevi Jugoslaviji in je imel hišo vse pol so pisali, ne, Tone Partlič je napisal, mislim, povest, roman o tem, en kup ljudi je pisal. On Stanko Majcen je napisal, kje je zgodba, ne, ta Stanko Majcen je iz Svete Trojice, no. In tam je njegov grob. In on je bil dramatik že in je bil rojen v Avstro-Ogrski, ne, in je bil pravnik in je pisal že od leta 19 neke drame po Beogradu in je bil literat, pol se je s politiko ukvarjal. In njegov sin, to je taka literarna zgodba, ne, ki jo mora eno slejko prej obdelati, njegov sin je bil pa legalist, ker oni so bili vsi pravniki in je verjel v jugoslovansko vojsko v domovini. To so danes se reče temu četniki, ne, ampak četniki, ne, to so bili kraljeva vojska, ne, ti imaš vedeti, do sporazuma Šubić-Tito je bila to uradna vojska v kraljevini Jugoslaviji, ne, in četniki so bili, še zdaj so zavezniki ameriški v zgodovini. Draže Mihajlović je posthumno dobil največje ameriško priznanje v Beogradu, ne. Pa ima tudi, mislim, da v Ameriki nek spomenik. Točno, in v Mariboru teh ni bilo kaj dosti, ne, ampak so bili pa pravniki, očitno, ker Leon Štukl je bil sodnik. Jaz imel to srečo, sem imel večerja z njim, 10-15 prednje odšel, in je on bil izjemen legalist, zadeval se za pravno državo. Zdaj, koliko je bilo to takrat, konce 40-ih, ne vem, ne, ampak pol pa Voduškova, zgodovinarka, najde arhive, da je on bil obveščevalni britanske obveščevalne službe pa oficir kraljeve vojske v Jugoslaviji, ne? Takrat. In Štukl mi je pa sam rekel, da ga je Gestapo, Nemec ga je rešil, da je pobegnil prek Save v Novo mesto, ki je bilo italijansko, ne? Skratka, kaj hočem povedati, s Partliča smo prišla na Štukla pa na Majcna, ne? Ti si vprašal, kaj zdaj vlada tu dela, ne? Jaz nič nimam proti, če vlada dela odnose z javnostmi, pa dela PR publiciteto, ne? Ampak pol naj to tudi pove, ne pa da dela, zdaj bomo pa mi reševali. Meni je bolj osnovni problem v tem, ne, da konec koncev prihaja, tako kot si zapisal, na neko turistično popotovanje, ki pa od sebe ne da nobenega produkta. Torej, to, da je bilo rečeno, da bo država našla 10 milijonov evrov za mariborski prostor, oziroma za ta bazen Podravja, se mi zdi ali podcenjevalno ali celo, kako bi rekel temu, zafrkljivo do tega prostora, ki pa je konec koncev res potreben svežega kapitala, novih idej, novih programov, investicijskih in tako dalje. Mimogrede, ko si se prej ozrl proti Pohorju, kaj še si opazil, česar ni v tem prostoru tukaj za nama? Kaj česar ni? Ja. Ne, to je vse v redu, tako mora biti sonca, ni danes. Ne, povej mi, pokaži mi vsaj en gradbeni žerjav, ki ste... Ne, to sem zadnjič na radiju slišal, da ni tega, ne, da se nič ne gradi v mestu. Veš kaj, mogoče bo zdaj, ko pomlad prihaja, ne? A bo? Pomladi se bolj gradi, kot po zimi, no. Zdaj pa nekaj še, ne vem, za kateri pomemben državnik je povedal, ne sprašuj se, kaj lahko država stori zate, temveč vprašaj se, kaj lahko storiš ti za državo. Pa me zanima, Maribor vseeno ima tudi precej močnih oseb, posameznikov s kapacitetami, intelektualnimi in tako dalje. Kaj lahko storijo Mariborčani za Maribor? Ti, na primer. Vsak more po svojih močeh se najbolj trudi, to je najboljše, ne. Zdaj, kaj pa lahko, ne, a veš, jaz ne vidim, to bolj vidim novinarsko famo, ne, da je Maribor v groznih problemih. Ti vedno imaš dva Maribora, ne, imaš Maribor, ki je svetovljanski in posamezniki, ki tu živijo, pa delajo po svetu in pa imaš drug Maribor, ki se ukvarja s problemi med Duplekom pa Rušami, ne.
In danes v času teh komunikacij, pa ne Maribor je bil vedno na prepihu, ko je v nekih, v času največje gospodarske krize v prejšnjem stoletju, v 30 letih je Maribor najbolj prosperiral. Zakaj? Ker je bil očitno na prepihu med Gradcem pa Zagrebom, pa še dlje, ne? In zdaj tisti del Maribora, ki je to ugotovil, pač ni, jaz se poznam, en kup ljudi, ko se dnevno v Ljubljano vozi, kup se jih v Gradec vozi. Ja, vse imajo probleme z davki pa s cestami druge, ne? In en kup se jih je odselilo, ker tu ne morajo, ne? Imaš dva Maribora, ne? A veš, pol, tako da, kaj te vem, no? Jaz verjamem, da marsikdo težko živi, ampak če gledamo po vseh kriterijih, ki so primerljivi, ne? Zdaj, težko živiš, ne? Vedno je v okolju, v sociali, v družbi primerjava z nekom, ne? Če ti živiš bolje kot nekdo, dobro živiš, ne? Pa ne glede... Zdaj odvisno, s kom se primerjaš. S kom se primerjaš, ja. A se boš primerjal z nekom tam na Kosovo ali se boš pa za sosedom v Avstriji? Sosedi se primerjaš, ne? Ja. In iz socialne dinamike je vedno velja, da se ti primerjaš z nekom, ne? Zdaj pa Slovenija je, odkar je samostojna država, včeraj sem videl, ne, po neki lestvici zelenosti, zelenega okolja, to, kar je zdaj Ljubljana postala evropska prestolnica. Je med prvimi 5 in 10 na svetu. Ampak po NDI indeksu, National Development Index narodnega razvoja, ki meri število pismenih, izobraženih žensk na položajih, ne, kvalitete življenja, je Slovenija vedno med prvih 20 od 200 držav na svetu. In je res, da seveda, mi se ne moramo z Avstrijo primerjati, ko je pa med prvih 5 vedno, ne? Ali pa Švico, ki je vedno prva, druga, tretja. Zakaj se pa ne bi? Konec koncev, če se spomniš... Ja, zato, ker obetali smo si, da bomo Švica čez 20 let, ko smo šli na svoje. Se bo počasi, ko se bo to integriralo. Ne, Slovenija se lahko z Novo Zelandijo primerja, ker je tam nekje v zadnjih 20 letih, na 20. do 25. mesta po narodnem dohodu. Narodnega, ja, ampak če se primerjamo z Zagrebčani, ko hodijo na pohodi smuča, oni pravijo, ja, vi ste otišli, ne? Vi ste pobegli, ampak jaz sem se pri politični ekonomiji, na ekonomiji v Mariboru učil pred 30 leti, da je Slovenija bila v Avstro-Ogrski Kosovo, Avstro-Ogrsko. In mi smo že takrat bili avstrijsko Kosovo, zdaj pa smo še vedno tu nekje, ne? Zdaj koliko nas je pokvarila Jugoslavija, ne vem, ne? Ceste so se zgradile, marsikaj se je naredilo, je res, da vedno je lahko boljše, ne? Vedno, kaj mi da zamisliti o teh Slovencih, ne? Eno je država Slovenija, eno so pa Slovenci. In Slovenci, avtohtoni, živijo tudi na Madžarskem, tudi v Avstriji in tudi v Italiji. In jaz, s Ferijem smo zadnjič z Murske hodila, z Lajnškom smo hodila po Trstu. Tam Slovenci živijo od leta 860, od Karla Velikega. So zapisni viri, ne? To so tudi Slovenci, pa oni nimajo, ne vem, čist istih problemov, kot mi, malo druge probleme imajo, ne? Ampak oni se potrudijo gospodarsko živeti, niso imeli socializma, tega kolektivizma niso imeli in na avstrijskem Koroškem isto, ne? So preživeli. Zdaj, veš, skratka, jaz poskušam ugotoviti, kaj je pa normalno, kaj bi bilo, če se nam zadnjih 100 let zgodovina Jugoslavije ne bi zgodila. Verjetno bi bili tako avstrijski koroški Slovenci tam ali pa italijanski. Z Madžarske teh ne poznam, ker jih je premalo. Malo jih je, pa konec koncev nimajo tistega, kar morda imajo, ne morda, sigurno imajo koroški Slovenci, pa Slovenci v Italiji, nimajo zavesti o lastni identiteti. Tu je problem. Tam je tudi tisto bila za železno zaveso, pa komunistična oblast, ki se je trudila, da jih čim bolj asimilira, da jih razseli. In tudi te nove oblasti, ki zdaj so na Madžarskem, pravzaprav delajo kaj? Privabljajo Avstrijce zlasti, da kupujejo nepremičnine in na tak način delajo posredno asimilacijo. Tako da, jaz sem pač tudi, če se vrnemo na vprašanje Maribor, kje smo, ne, jaz se trudim, pa se fajn počutim, poskušam živeti, živim tam, ne, tam v hribu. Rojen sem v Mariboru, zaradi smučarije sem ostal v Mariboru, delal sem dosti po svetu, ampak kulturni prostor poskušam živeti, jaz bi temu rekel južnoslovansko, kakorkoli, ne jugoslovansko, južnoslovansko, ne, to je 5 jezikov, ki so si isti, slovenski pa makedonski sta malo različna, ostali pa še znamo mi, pa tudi mlajša generacija se bo naučila, potem kulturno živim do Dunaja, pa do Gradca, do Trsta in tu se počutim doma. Maribor je pač eno mesto tu nekje, zdaj pa kdorkoli hoče delati biznis, ga se mora pač loti tako, kot se ga loti Mariborski teater, ne?
A veš, ko ima premiero baleta ali pa opere, avstrijski avtobusi tam stojijo, ne, pa premalo predstav celo od decembra, ko je baletnih ali pa opernih, ne, ki jih Rošker dela z ekipo. Ne. Dobro, to so, kako bi rekel, posamezni lepi cvetovi, ne, dejansko iščemo pošopek. Ja, vse takih je kar nekaj, ne, sej mislim, da je bila, jaz nisem spremljal tega obiska vlade, ne, mislim, kako sem bral, ne, ampak videl sem fotografije, mislim, da so ravno v teatru začeli. A veš, ne vem, tudi Pandur, ki je začel v tem teatru, zdaj v Madridu režira, pa v Atenah je režiral, pa ne vem kje po svetu, ne, Tomaž režiser, ne, tudi Partič, ki je dolgo letos Prešernovo, je tam delal, nekaj časa je bil v službi, ne, in to pač pove to, ne, da vprašanje, ne, jaz sem videl dosti bogatih držav, pa dosti bogatih, no, ekonomsko bogatih, kulturno ne vem, ne, Amerika, veš, tam en Boston, ki je najbolj razvit del, ali pa najbolj evropski del Amerike, kulturno, ima kaj vem koliko milijonov ljudi z okolico, pa ne vem, če ima toliko teatrov, kot Maribor, ne, ki ima 150 000 ljudi, ne. In tiste predstave, ki so tam, ne rečem, filharmonija, mislim, druge dimenzije so, ne, in to pač govori o tem, da smo Slovenci nastali zaradi kulture. Slovencov ne bi bilo zaradi Trubarja, še ne bi napisal knjig, pa Prešerna, ki nam je jezik dal. Zadnji sem slišal, Katalonci, zakaj niso uspeli lastne državnosti narediti? Ker v času Prešerna niso imeli svojih velikih literatov, ki bi jim katalonski jezik na zemljevid postavili. Mi pa smo imeli, ne, a veš, jaz, mislim, Prešern je še v nemščini pisal. In kje je zgodba? Kje vidim tu veliko preživetje? A veš, ta Prešern je bil sin kočijaža. Privatnika nekega, ko je danes bi rekel kamione vozi, pa nekaj zida. Imel pa je srečo, da je imel strica, ne, ki ga je lahko dal šolat, ne. Ni imel, Prešern ni rabil javnega sklada za knjigo, pa subvencij, ampak je rabil Primičevo Julijo, pa sam se je mogel preboriti, ne. Ja, veš, tako da, jaz mislim, da ta kultura je gensko bistveno močnejša v tem narodu, pa v tej državi, kot mi vidimo to, ali pa smo si pripravljeni priznati. In tudi kultura danes, če gledava, jaz sem kakorkoli biznis, delam, ne, zadnjih 30 let, pa nekaj se s kulturo pravim ukvarjati. Evropska unija je sprejela projekt do 2020 Kreativna Evropa, kjer pravi, da bi želela povečati število delovnih mest v Evropski uniji iz 1,5 kreativnih delovnih mest, ustvarjalnih, kultura, računalniški programi, kamera, mi dva, ne mediji, na 9%. In zmanjšati seveda tiste, ki so pa, bom rekel, navadni delavci po domačem. No, in jaz to se v bistvu po naravni poti, tudi če se Evropska unija tega ne spomnila dogaja. Jaz se spomnim, kakva je bila, pa ti se spomnim, kakva je bila kulturna ponudba v Murski Soboti pred 30 leti. Ni bilo, ne? Kino pa mogoče nič več, Slasičane. Ne, pa kakve amaterske gledališke skupine, to je to. Danes je pa tam, ne vem, festival plesa, pa ne vem kaj ni, ne, veš, pa oni se spomnijo, pa kip naredijo, pa se pol kregajo zaradi štorkle sredi Murske, ne. Ampak se dogaja, ne, bolj, da se kregajo okoli kipa, ko pa okoli ne vem česa, ne. In kulturna produkcija je tista, ki kakorkoli, ne, nas osmisli, se začnemo spraševati, dogaja, tu bogatel nihče ne bo, 1 evro jaz dam tebi, ti meni, ne, ta storitvena ekonomija. Ja, ampak je neki problem, ne, vse to se lahko dogaja, ta kulturna ponudba se razvija, bogati, če seveda imaš v ozadju suport gospodarskih subjektov, ki lahko to financirajo. Podoben primer Maribora, pa konec koncev Prekmurja, prav v tem, da teh gospodarskih subjektov, ki so nekoč bili meceni, sponzori, tako slikarjev, ne vem česa drugega, tega ni. To je res, to se strinjam, ne, ampak po drugi strani, ne, ta kultura ni namenjena sama sebi, je namenjena tudi temu, ne, da tisto, ko gre, tja karto kupi. Danes je kultura tega zastonjkarstva že malo mimo, vidim, 15 let nazaj so še bile karte, danes jih pač kupujemo, ne. In zdaj zakaj, ne, glej, če bi ta tvoje veljalo, ne bi rekel, da vsak film v Hollywoodu, ki dobi Oskarja, pobere še 300 milijonov dobička. Nisem tega mislil. Pa pobere 300 milijonov dobička, ne. Preprosto, tudi jaz sem se pogovarjal s parimi akademskimi slikarji, ki so rekli, če pred 20 leti, ne, je skoraj vsak imel nekega mecena gospodarskih subjekt ali posameznik, ki je mojo ustvaritev, potem ko je zagledala luč sveta, je tudi odkupil, ne. Zdaj tega ni več. To je res, ne. Zdaj tu je trga, nikoli ga ni bilo, veš. Tista
tako si rekel, gospodarski subjekt, kaj se je zgodilo, ne? 90, 75%, to bo galeristi znali povedati, so bila to državna podjetja. Ne? In zdaj ta državna podjetja ali so prodana, ne? Ali imajo svojo politiko, privatnih, ki bili pa tako veliki, pa razen enega, dveh, en Murski ni več, ne? Mislim, Vse to je res. tist se potrudi, koliko jaz čujem, naredi svoj, Maribor je kak privat se potrudi, ampak to je v očeh. In v kolikšni meri je ta privatnik sploh zainteresiran za kulturne dobrine? Ja, kdo ne? Razen če da kako gori reprodukcije, ne vem koga. Ja, moje izkušnje so, da tisto ni, na srednji rok ga ni kmalo več. Ne, ker, a veš, jaz sem videl en kup bogatih ljudi, ki so tako neumni, ne, da so, mislim, ker ti kakorkoli se notranje, intelektualno, se bogatiš, ne. Veš, jaz to vidim po svetu, ja, zakaj pa so me cenili, ne, nekdo komad denar? Zato, ker si v bistvu po narekovajih kupi družbo z nekim njihovim lokalnim partličem ali pa Ferjem Lajnškom njihovim, ko tam Hollywoodu filme snema, ne. To je zgodba, saj ni, pa nas pač smo mala država in to vse pomalo, ne. Povej mi tole, Namer, če se dobro spomnim, bivši župan Maribora, Franc Kangler. V njegovih 6 letih, če se dobro spomnim, je bilo realiziranih okoli 57 projektov, med njimi tudi kar nekaj težkih, narekovaj evropskih, tudi z evropskim denarjem, pa konec koncev od teh spenjače tukaj za nama, ne, pa do konec nogometnega igrišča tamle, pa še neki gledališki projekti in tako dalje, Evropska prestolnica kulture. Teža teh projektov je bila nekaj 10 milijonov evrov iz nepovratnih evropskih sredstev. Zdaj imamo pa novega župana, imate novega župana, 3 leta je na županovanju, pa niti ne bom rekel polovico, kaj še 10% tega ni privabe noter. Kako to dojemaš? Ja, poskušam se distancirati od mariborske politike že ne vem kako dolgo. Ne. Prvič, nekaj razlikov je, ne, tu se vsi poznamo. Drugič, Sloveniji se vsi poznamo. Ja, v Sloveniji se vsi poznamo. Ne. Drugič, da bi zdaj primerjal Fišerca s Kanglerjem, težko to naredim. Ne. Ne, mislim, Kangler je dosti naredil, ne moš reči, da ni, ne, ampak na koncu je obveljalo, veš, tisto od veljaka do bedaka, ljudje so dobili, ne vem, kaj je bilo res, ampak dobili so občutek, da se mu je odpeljalo, ne, da je izgubil občutek za realnost, tak, ne, občutek za realnost, ne. Vse to je dosti človeško, da če si napiješ pene pivske, pa si bolj pijan, ne, ko ti v oblasti. Jaz mislim, da jaz to vidim dosti pri teh lokalnih županih, tisto je več kot 1 ali pa 2 mandata, tisti že nima več občutka za realnost, ne, malo kdo, ne. Sploh pa, da ne rečem nekdo v politiki, ne, pride profesor z faksa Ljubljanskega in je bolj on predsednik ali pa minister in ti ljudje nimamo občutka, da dosti na realnih tleh stojijo. Tako da, kaj bi rekel? Pač to mesto je izvolilo te ljudi, ne, in jaz tako bom rekel, ne, če pogledamo po vrsti. Prvi župan, ki smo govorili, ki je bil Tomažič, pokojni. Jaz sem takrat bil študent. Partizan. Če ga pol je bila Magda Tovornikova, pa Rovs je bil izvršnik, to ne. Pol je bil rektor Križman, ne? Ja. Pa Sovič Boris je bil. No in potem? Pa Lojs, mislim, pa Kangler je bil. Pa pol Fišravec, ne? Kaj naj rečem, ne, veš? Preprosto, je zatem, ko smo mi pred 25, zdaj imamo 25 let slavili, ne vem, v tvojem resorju, ki mu ti, ne v tvojem, ampak v resorju, ki mu ti svetuješ, a pripravljate kakšne velike mitinge v 25-letnici Slovenije? Česa? Ja, države Slovenije. Ne bi vedel, ne, mogo bi preveriti. Resor Ministrstva za kulturo je prav gotovo tisti, ki bo verjetno odredil kak denar, pa sodeloval pri scenarijih in tako dalje. Ne, veš kaj, jaz tam sicer poznam to ministrico, ker me je prosila zaradi izkušenj, ki sem imel na Evropski prestolnici kulture, nekaj malega tam sodelujemo, ne, mediji so se o tem razpisali, to je treba tam preveriti. Vem pa to, ne, da proračun v Sloveniji, Ministrstva za kulture, se to javno, je 150 milijonov evrov, včasih je bil več, ne. Nekaj takega približno je še ocena 150 do 200 milijonov občinskih sredstev za kulturo in verjetno še nekaj privatnih, ne. Tako da 500 milijonov teh sredstev je, zdaj pa, mislim, to je ne proračun, ampak, kako bom rekel, budžet za vso kulturo. Promet, tako, ja. Dok se vrti v kulturi, ja. ne.
To je dosti primerljivo z podobnimi, glede na GDP, koliko sem govoril z Ulajem, tem umetnikom, ko živi v Nizozemskem Ljubljani, on je Nizozemsko to primerjal na Evropski prestolnici kulture in je rekel, on se ravno zaradi tega odločil ostati v Ljubljani, se je poročil tu in vse. Ne zaradi ženske, ki je spoznal v Ljubljani. Ja, vsega pomalo. Vsega pomalo, ja. Nekaj je bil bolan, pa so bili dobri zdravniki, potem se je poročil, četrtič ali kokič, jubilejnič, ne. In je zelo, skratka, to, da se svetovni umetnik z Nizozemske preselil v Ljubljano, pač nekaj pove, ni sve tako slabo. Tako da ne vem, to je treba preveriti, kaj so aktivnosti. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Radenska Inn prinaša novo osvežitev z okusom limeta Kivano. Sam si omenil Evropska prestolnica kulture. Takrat je bil Maribor tudi s temi partnerskimi mesti. Od Murske Sobote pa do Novega mesta, pravzaprav res prisoten tudi v evropskih medijih. Tako da te smo bili zapisani na evropskem zemljevidu. Ja, ne, seveda, mislim, da je taka zgodba. Jaz se nisem kaj dosti ukvarjal, nisem niti meni zajela ta Evropska prestolnica. Pa je prišel slepi literat Čander v mojo pisarno, ki ga se spomnim z katedre, še kot mulca, študentskega časopisa, pa oni Šteger, največji živeči pesnik z Ptuja, pa sta rekla, Božo, pomagaj, kaj pomagam? Ja, mi da sem prišel to sanirati, tam so 3 direktorje menjali, pa ne vem, kaj niso. Pa pol mi pomagaj, sem rekel, jaz pomagaj, sem pro bono, zato sem pomagal, sem se to tudi naučil, Zdaj pa, glej, kaj je bilo, mi smo marsikaj malo naredili, kak je pa politika prepoznala, je stvar ocene, je pa nekaj bolj pomembno, 2025 bo Evropska prestolnica kulture ponovno v Sloveniji in po ocenah, ko smo jo z Mitjo Čandrom delala, je to proračun 60 milijonov evropskih sredstev, zdaj jih je bilo v Mariboru 19, se je skozi dogajalo nekaj, neki denar je prišel, nekaj dala občina, nekaj država, nekaj Evropa, pa skozi so bili neki kafiči, pa neke prireditve, Jaz, ko hodim, pa se pogovarjam z župani, bil sem pri županu Pirana, pa pri Kopra, To predavč, predolgo, pazi, prvič mislil, da sem izmešalo, drugič, da lažem, ker to, Marseille je imel 600 milijonov predlani, ko je bil Evropska, Marseille je malo večji, pa Francija malo večja. In kaj hočem povedati, to so priložnosti, Ljubljana je to zeleno prestolnico, karkoli si mislimo o Zoranu Jankoviću, on je menedžersko popedino v nulo. In veš, vse kaj je, ti daš neki brand, neko zgodbo vsebinsko in pol ljudje hodijo, če je dobra. Zelo preprosto, nek denar dobiš, če imaš dober program, Skratka, če se nobena, ker običajno glavnim mestom ne dajo Evropske prestolnice kulture, vedno dajo tistim, ko še morajo razviti, Če se noben ne bo prijavil, ker zdaj nekako vidim nekega interesa, potem bo pač Ljubljana Evropska prestolnica kulture 2025. Čakaj, zdaj, če je bila prejšnja Evropska prestolnica kulture tule, v srednji in vzhodni del Slovenije, potem bi bilo normalno logično, da je pa zdaj zahodni del Slovenije, torej, kot si pa je rekel, Piran, Koper. Ja, če se bo javili, Ja, treba jih spodbuditi, Ja. Konec koncev tudi Najprej mora župan ugotoviti, ne pa da ugotovi, da je to čez 3 mandate, pa mogoče menega več. Ampak je čas 2016-2017 potekajo roki, kjer se je treba prijaviti. Zdaj pa seveda, za razliko takrat, ko je določalo prvič, ko smo se vsi učili Evropsko prestolnico kulture, vlada v Ljubljani, Janševa vlada je takrat Maribor imenovala za Evropsko prestolnico, ko je bil kandidat. Zdaj tega ne bodo več v Ljubljani, ampak je komisija v Bruslju, ki ocenjuje po kriterijih, komu lahko največ dodamo. Lani je bilo eno mesto iz Sicilije, ki ima 30 tisoč ljudi, Evropska prestolnica kulture.
In to ni več noben kriterij. Ne? Kriterij je, da imaš voljo, imaš župana, ki se mu da in mi ti damo denar, da ti to razvijaš. Vsebino razvijaš, ne? Fertik. Drugače bi bil vedno Pariz ali pa bi bil vedno, ne vem, Dunaj. Ne? Pač ni. Ne? Tako da v teh projektih, ki so jih na Brdu pred kratkim v vladi razvijali Slovenija 2020, 2050, tam tega noter ni verjetno. Ne vem, nisem bil zraven. Ja, nisi bil zraven. No, ostajamo še naprej v tem Mariboru. Kaj storiti, da bo Maribor dobil nek dodatni impuls, zagon, tako na področju gospodarstva, kot seveda, dobro, pri kulturi se še vedno precej dogaja. Ja, kaj, da bo še boljše, ja, ne vem, ne. Jaz mislim, da se bo samo po sebi to uredilo, ampak bo pa spet rabili 20 let, a veš. Najbolj grozno je to, da so tu zelo izobraženi kadri, strokovni, tehnični kadri, primer. Jaz pač tako mi imamo vsi avte, ne, vozim avto na servis tu, ne, v predmestju Maribora, po kopališču, kjer je delavnica od leta 36, že pradet imel avtoservis, ne, in da gospod Vnuk, že on je v penziji, ne, in njegov sin je pa doktor tehatronike ali mehatronike, to je tisto, ko se računalnik poveže z strojem, ne. In ker tu ni dobil službe v Gradcu, dobil službo in je tam šef za Jugoslavijo, ne, veš, ampak njemu tudi malo tečno, ker je Slovence voziti v Gradc pa to, ne, on bi tu raj tu, ne. In takih primerov je bezbroj in to se bo rešilo, po mojem, v naslednjih 20 letih, ker se bo enostavno kritična masa proizvodnje začela nazaj seliti. Ne samo, da bodo ljudje hodili tudi nazaj. Firme se bojo. Ampak samo to me je pa mučilo že leta nazaj, ko sem se spraševal, potem, ko se je tale zavesa železna med vzhodom in zahodom podrla in so začeli tile nosilci avtomobilskih, če so že pri avtomobilskih tovarn iskati potencijalne lokacije za nove tovarne. Pa se mi zdelo normalno, Maribor je dolgo leta imel tovarne avtomobilov. Soboško občino je vezalo dolgoletno prijateljstvo in partnerstvo, bratstvo z Ingolstadtom, kjer je tudi sedež avtomobilske industrije. Niti ena od teh stvari se ni udejanjila oziroma opredmetila pri nas, temveč nekje na vzhodu. Murska Sobota ni dobila nobene fabrike, ki bi delala audio, neke dele, enako tudi v Mariboru. Zdaj vem, da Kitajci so prevzeli ostanke tama. Tu je bom rekel, neka niša, ki bi jo lahko izkoristili. Jaz mislim, da to je sicer res, ampak veš, midva ne vemo, kaj bo čez 20 let. Ker čez 20 let, jaz koliko zdaj vidim, kaj otrokom predlagajo, ko so v srednjih šolah, kam naj grejo študirati, ne, ali pa v osnovnih šolah že kaj, ne, učijo jih to, kar so imeli Židje v svojih genih. Imejte najmanj 3 poklice, ker ne veš, koliko poklicov boš moral menjati. In če imamo to, ne, da bojo tako vse avtoroboti naredili, ker ti rabiš delovno, kaj, ne, a veš, zdaj sem gledal, ne, dokumentarno oddajo v Romuniji, so največjo farmo svin naredili v Evropi, ki ima 3 zaposlene. Oni so bili veseli, da pri investiciji, ampak samo voda jim je zasvinjala, ne. In jaz mislim, da odgovor Evrope ne more biti velike hale proizvodne, ker vse te Audije tako roboti naredijo, če smo bili pametna, ne. Zdaj, seveda, rabi ajga Slovaka, da kak šrauf ne potegne, ampak danes je to industrija. Jaz gledam pri mojih šerah, pa pri mlajših, ne, ni me čisto vseeno kak avto. Spomniš, da smo bili mulci, kak avto je, ne, je bil to status simbol, ne. Ne, ni me važno, da ima internet. Pa da avtobus pelje, pa ker ona mora imeti na avtobusu internet ali pa na vlaku, čisto vseeno, ne. Včasih, če si prišel s Porschejem, ne, ja, danes si kmet, ne, vidim te generacije intelektualni, kaj zdaj Porsche, ne, mislim, katerem to, ne, internet, ne, to ne razumejo, ne. Zanimivo pa je nekaj, ne, to, kar si rekel, Wi-Fi, internet. Ko sem teh par mesecev spremljal migrantsko krizo, pa na Šentilju, pa ne vem, kje sem se s kamero sprehajal, prvo vprašanje, ki si ga slišal od tega migranta je, zakaj nimate Wi-Fi-ja? Ja, oni ga imajo, ne, če imajo po Vietnamu na avtobusih. Ja, namreč v Šentilju ga ni bilo, ne. In to je bil problem. Drugi problem je bil, kje napolniti ta pametni telefon z električno energijo, ne, da se lahko potem za selfie ne vem komu javljajo. No, glej, tako čisto globalno gledano, ne, na tej zemlji živi 7 milijard ljudi. Ja. In kaj pa ti rabiš po Maslowu, ne, osnovne človekove potrebe te ne zeve, pa da nisi lačen, ne. V naši generaciji Evropejcev nad 50 imamo vsi s kilami probleme preveč, imamo. Ja. In pol kaj ti ostane? Šport, pa zabava, pa storitve, pa neko delo, ne, nekoga učiš jezike, neko, ne, jaz tebi 100 evrov, ti meni 100, in vsa ekonomija bo šla v toj smeri, ker vse te težke proizvodnje bodo roboti naredili ali bojo pa tak mikro na teh nekih storitvenih aplikacijah naredite, da
Zdaj računa, da bo velika tovarna investicijska prišla v to mesto, ne, imamo pogoje narediti, da bo, jaz vidim, jaz hodim smučati, pred grem službo, če le imam možnost, da dam doma, ne, pa hodijo tujci, pa so Avstrijci gor, ki bi rekel, da bi lahko šli tja smučati, pa Hrvatov je, ne. Strategija, ki je bila za smučarijo postavljena, je bila vrhunska. Jaz se spomnim, je res, da se je to kolapsiralo, ker so s krediti investirali vse skupaj, ne. Spomnim se, ko je pokojni Čabrijan, ki je bil direktor Term, ko je z duty free, sredstvi duty free, namesto da jih je Beograd poslal, je hotel Habakuk naredil in smo delali tvoritev 25 let nazaj, ne, koliko let nazaj, v 90-ih. In je prišel en avtobus čarter Turkov na letališče Maribor. In oni so hoteli smučati. In noben ni znal smučati. V hotelu so imeli pa cele Maribor enega učitelja smučanja takrat. Tam je bilo pa ne vem koliko tisoč ljudi brez, pa vsi smučajo, razumeš? In da si ta preskok naredil, ne zdaj kakorkoli smučanje, neke storitve, da tistega, da tolčeš po plehu, kakorkoli spoštujem, ne, do tega, da se ukvarjaš z nekimi storitvami, ki so tu mogoče korporativna prednost, ne, je 20 let rabilo, ne. Ali pa tako bom rekel, ne, so priložnosti, jaz ne vem, jaz bom tako rekel, ne, mi smo bistveno premalo v Mariboru naredili na kulturnem področju pri izvozu storitev, ne. Festival Lent, na primer, je isto star kot Exit v Novem Sadu. Festival Exit, kjer tisti rokovski koncert, par dni letalske karte, ne možeš do Budimpešte ali pa do Beograda dobiti, ko z Londona tja letijo, ne. Mi smo ostali še vedno tu, kaj pravi Brvar, pesnik, liturgični, larpurlatizem. Dosti govorimo, pa malo storimo, ne, on je tako povedal, da je duša naša, ko vidimo grozdje, ne, brajde, liturgični larpurlatizem, ne. Torej ti kot krizni menedžer, tudi to si. Kaj bi potem? Dejansko se je, včeraj sem se slučajno zopet peljal tja pod Pohorje, vidim nekaj, v teh 20 letih se precej zgradilo malih hotelčkov, butičnih hotelov, drugih objektov, ki služijo temu turizmu. Ta turizem je verjetno ena od največjih razvojnih šans Maribora. Ja je, ne, če bo vreme dalo sneg. Zdaj se je vse skupaj premaknilo iz februarja, ne, to je mogoče, da se šolske počitnice iz februarja na marc predstavijo. To pa je stvar resorja šolskega ministrstva, ki lahko se prilagodi hitro. Ne vem kaj, ampak neke storitve, vsekakor, ne, zdaj, jaz nimam čarobne palčke, pa nisem bolj pameten, da bi vedel kaj, ne. Mene predvsem zanima, a veš kak, ker nekaj poskušam pisati, ne, kak se striktno spraviti pa zgodbe pisati, ne pa da po par mesecev nič ne napišem, pa me bolj ves peče, to s tem se zdaj ukvarjam. Je pa res, da sem se 30 let ukvarjal s kriznim komuniciranjem, tudi zdaj, če me na firmi prosijo, pomagam z veseljem, ne, ampak nisem že direktor 8 let, no. To vem, ja. Ampak samo gledaj, to prehodno obdobje, dnevno se odtot, pa tudi od nas, vozi med 17 in 20 tisoč ljudmi v sosednjo Avstrijo delati. A toliko časa ne tja hodijo, dokaj se pri nas nekaj ne odpre, da bodo lahko svoje znanje, ki so ga, ne vem, zdaj tam pridobili, uporabili pri nas? Ne, jaz mislim, da bo to več ali manj postalo kako naj rečem, ne? To je klasično zdomstvo, ki smo ga poznali še v času Juge. Ja, ne vem, jaz poznam te, ko se dnevno vozijo migranti. Zdaj pa, a veš, v Münchnu, če živiš, se voziš vsaj uro do 2 v službo. No, če se Maribor uro do 2, si je v Ljubljani ali pa v Gradcu. Zdaj, Štukl stari je rekel, ko smo se prej menila, da v Avstro-Ogrski je vsak govoril po par 3-4 jezike. Ampak 200 do 2000 besed, mađarsko, ono, nekaj je bilo pač. Ta franca lingua, ne, je sporazumevajoči jezik, je bila nemščina, ne, in jaz mislim, da ne zdaj, mi absolutno kot jezik bomo preživeli, kot narod bomo, kot kultura, ne, to sem videl, ko sem z Google mene stvari delal, ne, in ko je Google nas je dal v Google Translate prevajalnik, ne, in sem se zahvalil tam direktorjem iz Irske, ko so prišli v Ljubljano, da so nas dali kot slovenski jezik, Google Translate, ne, tak mali jezik, ne. Ja, ko vse to nismo zaradi vas naredili, smo zaradi nas naredili, ker se mi na vas učimo, ker ste tako mali. Mislim, da so bili takrat najmanjši jezik Google Translate, je bilo 50, ne. Je rekel, vi imate strukturirano znanje, imate kulturo, imajo Prešerna, ki vse to, ne, kdo Blajvaj se dosti je zmislil besedo stranišče šele, ne, prej ni bilo pojma, v kmečko-rokodelskih v stran išče, ne, to pomeni 200 let je ta jezik.
In zdaj, kakorkoli, ne, ta jezik bo ostal, ob tem pa tudi na Vgradcu že znajo oni 200 besed slovensko, vidim, grem v Šajersberg, pa vidim, da ne zna, ne, ampak se trudi, ne. Veš čas imajo neke tečaje slovenskega jezika, vsaj To bo tega normalno, funkcionalnega ne, fonda. tudi Hrvati se učijo slovensko, včasih se niso. Srbi znajo slovensko, ne moreš, veš, JNA je bilo naduto, ne pričam, jaz, ne. In kaj hočem povedati, mi bomo pač morali znati svoj jezik, pa še kak jezik, če bomo hoteli delati tem krogu par ur vožnje, ne. V New Yorku se tudi 2 uri, v Londonu, veš, trgovino greš, njihova prodajalka se 3 ure, 2 ure pa v službo vozi z vlakom. 2 uri pa bo z Murske, si kje, si v Budimpešti pa v Kopru. Točno tako, ja. Ne? Sigurno. In ta dinamika, kako se bo to končalo, ne vem, ne, čez 20 let me preveč vprašaš. Jaz vem samo to, da kaj bi toplo priporočal današnji generaciji, ne, ki je toliko mlajša od naju, jezike se učiti, ker vsak jezik ti da novo dimenzijo, vsak jezik ti da novo odprtje, ne samo, da se učiš jezika, tudi neko kulturno podlago imaš, pa tudi če znaš 200 besed ali pa 2000, ne. Potem V glavnem, da te ne prodajo, ne? Ja, ne se bat potovati, ne. Te meje so pa seveda, koliko jaz govorim starejšo generacijo od naju, veš, ta meja je vseeno bila v 2 vojnah, najmanj 2 vojnah, to je severna meja, ne, pa Rudolf Meister, pa te Avstrijci so bili v Celskem pisku, pa ne vem kaj vse, ne. In tudi veliki literati ti bojo rekli, ne, s tem se ni za igrati, kaj hočeš spet imeti nemški jezik, hočeš spet imeti nemško manjšino, ne, ampak kakorkoli to lahko presežeš samo, če bojo, ne vem, na oni strani meje več slovensko govorili, pa na tem strani meje več nemško, no. In pol tudi ne vidim razloga, zakaj se počasi ne bi na kakšne segmente kdo z Gradca, Maribor vodil službo, ali pa v Mursko. Zakaj pa ne? Ne? Zakaj pa ne? Zdaj bi ga čudno gledali, ne? Sej, konec koncev, če odpremo oziroma če ponudimo kaj takega, da jih privabi tudi z Direktor Henkla se je vozil tam z Murske strani meje, kaj je tam, Burgenland, kako se reče, Gradiščansko. ja. Se je vozil, najprej otroke dal šolo, pol jih je spisal, pa se je kar vozil, ker koliko je, jaz ne vem koliko je, ampak uro pa pol, uro je rabo. Ja, odvisno, kje je doma, ne vem točno. Bivši direktor Henkla, Zlatroga. Ja. Teda verjetno samo to, če ti ponudiš nekaj, kar je atraktivno, kar je tudi seveda dobro plačano, zdaj, če se spomnim seveda teh nekdanjih šefov slabe banke, ne, to so bili tujci, pa so za kar majhen denar konec koncev delali, prali umazano perilo. Ja, ne vem, ne, kaj je majhen, kaj ni, ne. Spet stvar percepcije pa potrebe, veš, ker človek ne rabi dost, ne. Ko enkrat ima urejene, tako bom rekel, no, en znanc mi je rekel, tako karikiral je, da če imaš 300 milijonov ali 3 milijone, ne, Je ista figa. ne, je boljše imeti 3, ker imaš isti lifestyle, pa bistveno manj problemov. Se pravi, več denarja, večji problemi. Ja, ampak živiš pa isto, ne, jaz mislim, da še tega, ne, ti rabiš za preživeti, da otroke šolaš, šolstvo imamo vrhunsko v tej državi, zelenje je, pol pa se moramo potruditi, pa delati, koliko, kje, kak, zakaj, kdo, s kom pluniti roke, no. Nekih vlaznih priložnosti ni, je pa res, ne, da če hočeš ti vrhunski film posnet, ga ne moreš v Mariboru, v Murski ali pa Lendaj, moraš iti v Hollywood, ne, če hočeš Oscarje dobiti, to pač tak je, ne. To so neke zakonitosti. Ja. Dejva na koncu vseeno nekaj, kar bi moral tudi verjetno že prej te vprašati, vseeno si tudi na tem področju zelo doma, ne. Trenutna situacija v tej ljubi državi, kar se tiče stranke, to smo že rekla, oziroma koalicije, ki vodi to državo, pojav novih strank. Te nove stranke se ne pojavljajo zdaj na levici, kot je bilo v preteklosti, ko so novi obrazi stalno prihajali na volitve in dobivali, ne glede na to, da niso bili prepoznavni. Zdaj se pojavljajo neke nove stranke na desnici. Kaj to pomeni, da se bo tehtnica na parlamentarnih volitvah, ko bodo, se pravi, leta 2018, a se bodo kaj spremenile razmere ali ne? Ja, kaj vema, ne. Ja. Zdaj vem, da Aleš Primc na primer ustanavlja stranko. Veš kaj, če pogledamo, Andraž Zorko, en sociolog, ki je dobro oceno naredil pred časom že, ne, da je v Sloveniji odloča volitve 200 tisoč neopredeljenih volivcev, ki več ali manj tangirajo v levo sredino. In je naredil tak, zdaj bom poenostavil njegov študijo, ne,
Zakaj je 2-4 zmagal Janez Janša? Zaradi tega, ker ti niso šli voliti in so imeli LDS-a vrh glave. Ne? Pa niso pričakovali, da bo zmagal. Ne? Potem pa v naslednjih volitvah pa se ti vedno nekako zmotivirajo na nek razlog in pridejo voliti ali nekega Jankoviča pa Bratuškovo kasneje ali pol nekega Cerarja, ki se zadnji moment spomni, ne? In je to nepredvidljivo, dosti nepredvidljivo. Pol pa seveda imaš še koalicijo raznih strank. No, jaz mislim, da ne glede za to, ker zakaj imamo stranke, zato da artikuliramo politični interes, gremo na volitve in da potem tiste stranke vladajo. Ne? Danes jaz mislim, da Desus nam vlada, ker je 10 let pri stvari. Ne? Več čas je pol. No, ne vem, koliko je pač, ampak, a veš, in jaz če to predvidevam, da po Borutu Pahorju bo Karl Erjavec predsednik države, kar ni nemogoče. Ker on še ima en mandat, ker bo najverjetneje zmagal, ker noben ne. A bo še kdo verjame, da bo... Glej, tako dolgo je zraven, da ni nemogoče, hočem povedati. Ampak po vseh teh cirkuskih stvareh, ki jih je v zadnjem obdobju naredil, dvomim, da bodo ga volili. Zdaj, kaj bi bila rešitev? Rešitev bi bila, tu se pa jaz strinjam z politiki desnice, bi bila večinski volilni sistem, pa da veš, kdo vlada, pa da se gre na volitve z 2 opcijama, pa bo ve, kaj kdo ponuja. Zdaj, ja ne vemo, vsaki 5 tam sedi, pa se bo zmenili, pa kdo bo novo največ, pa kak bo vreme, pa volilna udeležba. A veš, da bi imel 2 vladi pred volitvami. Eno vodi nek Cerar, eno vodi nek Janša. In to so naši ministri, gremo na volitve, kaj bomo naredili, to bomo naredili. Pa da se ker zdaj smo mi popedinjena država, mi smo država, ki je urejena infrastrukturno, ki smo sredi Evrope, imamo evro, imamo Evropsko unijo, imamo NATO. Ne? Zdaj potrebujemo izvedbo programov, ki jih imamo, fertik. Zdaj pa, če imaš ti 5 koalicijskih partnerjev, ne pa vedno, zdaj že vidiš. Ne? Pa zdaj to poglej, primer, Miro Cerar se rekel. Program, ki ga je Janša ponujal 2012, če se dobro spomnim, ne, pa ga Alenka Bratušek slabo prepisala oziroma malomarno, izvaja zdaj konec koncev Cerar. Tako na področju slabe banke, privatizacije in tako dalje. Ja, se nima neke velike izbire, dolkoli na oblasti, 3-4 stvari moraš ti narediti v skladu s smernicami Evropske unije, Evropske komisije. Ne? Jaz pravim, celo dobro je, da je tako, ker je monetarna politika v Frankfurtu. Se spomniš, kakšna inflacija, lahko smo imeli Narodno banko v Jugoslaviji, v Beogradu, ne? Pa da imamo poveljstvo vojske na NATO v Bruslju, ne glede, da imamo cirkus z ISIS pa Sirijo pa to, ne? Ampak da ne bi jutri bila neka vojna med neko Bosno pa neko Hrvaško pa še nekoga, ne? Veš, ne more priti do tega, ne? In tretja zadeva, ne, da je večina pravnih norm opredeljenih na nivoju Evropske unije in mi jih moramo samo sprejemati. Ne. In seveda, pol vsako je na oblasti, mora 3/4 tega. Tisto, kar me pa ostane, pa še to težko narediti, če ima koalicijo 5 strank in mora z njimi usklajevati. In vsakemu pustiti majhen vrtiček, da ga lepo počasi okopava, ne, in potem spelješ mandat 4 leta do konca. Ja. Kaj? Približno tako je. Jaz se ne bom v tvoj vrtiček, ti meni pusti energetiko, ti meni pusti kulturo, naprimer, pa šolstvo ali pa obrambo, jaz bom pa delal, kar mi paše na področju, ne vem, notranje pa zunanje politike. Ja, pa prvi 2 leti še lahko vladaš, ko moraš neke reforme pa ukrepe speljati, zadnje 2 leti pa se že vsi gledajo, kdaj so naslednje volitve, komu se ne smem zameriti, ne. Tako da, ta primer je bil signifikanten zdaj, ko je ugotovil SD, da je Desus postegel v volilno telo SD-ja, ne, in je naredil, seniorski forum z bivšim direktorjem kliničnega centra, onim Francem, ne. In zdaj, ko je Mramor 2 dni nazaj rekel, penzije ne bomo dvigovali, ne, so se obojni oglasili, ne samo Karl, tudi oni so se oglasili. Seveda. Ampak jaz sem nekaj drugega predvideval, da se bo slej ko prej zgodila neka fuzija med socialnimi demokrati, upokojenskimi socialnimi demokrati, torej Desusom in pa med Združeno levico, ker zdaj kakorkoli zadnje javnomnenjske raziskave in njih ne kažejo dobro. Veš, kaj se meni zdi, ta Združena levica? Ta Združena levica je lahko sveže meso, pa fina stranka, ampak je nek tujek v tem političnem prostoru. Ne moraš ti narediti ambulanto Huga Chaveza v Novi Gorici, ne, ker to še najbolj zagrenjeni komunisti razumejo, da ni v redu. Tako bom rekel, glej, slovenski, ko so Borisa Kidriča leta 1939 vprašali,
ali je prvo komunisten Slovenci rekel, takoj, jaz sem Slovenc prvo. Zakaj? 1910. je Stalin živel na Dunaju, sočasno, ko je Hitler tam risal. In je napisal knjigo Komunizem in nacionalno vprašanje. To je edino knjiga, ki ga je znanstveno delo, ki ga je napisal Stalin. Sigurno. Jaz dobral. No. Prijemi. In je noter opredelil, da najprej morajo komunisti narediti narod, da potem naredijo komunistične partije posameznih nacionalnih, zato so bile Čebine in vse to. Ne? In to je, veš, ta združena levica pa nek globalni protikapitalistični zvarek kuha. Ne, jaz to razumem, da si v Chicagu ali pa v New Yorku, pa tam to delajo, tukaj smo vsi enaki. Ne? Ja, pa ide New York pa pred borzo tam, ne, kako se meni borze nimamo, ne, mislim, nimamo kapitalistov, ne, mislim, še Mirko tu se je odselil v Brazilijo, veš, pa je bil, ne. In to je tujek, no, jaz to ne vidim, da bi se zdaj a veš, kje se je to videlo? Videlo se je v debati o zakonu o medijih. Jaz sem se razumel poslanca Združene levice, ki je razložil, da oni slovenščine ne rabijo, da je to globalizacija, da je to zdaj, ne vem, ne. Jaz pa mislim, da ravno to rabimo, ne. Čeprav tudi v tem zakonu o medijih se vidi, kako so bili močno vpeti interesi posameznikov v pripravo tega zakonskega besedila. To je vedno tako, ta zakon se je 10 let že pripravlja, ne. Z velikimi mukami šel skozi, ne. Nič Božidar Novak, kaj, nazaj na smučarijo ali pa? Ne, jaz imam prek ceste, imamo pisarno, da sem delal. Hvala lepa za obisk, ne, zapovedano. Vidimo se čez teden dni, srečno. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Radenska in prinaša novo osvežitev z okusom limeta Kivano.